V tem videu bom pokazal 3 primere, kako lahko prevedemo neko razdiralno izjavo v bolj povezovalno. Za primer uporabe razdiralne izjave bom uporabil to lutko šakala, za primer prikaza povezovalne izjave bom uporabil žirafo. Pa si dajmo pogledati prvi primer med staršem in otrokom. Razdiralna izjava starša bi lahko bila: če ne boš takoj pomil posode, ne dobiš telefona, ti je jasno? Prevod take izjave v bolj povezovalno izjavo pa bi izgledal tako: ko vidim nepomito posodo v koritu, me v bistvu frustriran jezi. Res mi je pomembno spoštovanje dogovorov in čistoča. A mi lahko prosim poveš, kaj sem slišal, da sem rekel? Pa si dajmo zdaj pogledati še eno izjavo, ki bi lahko bila prisotna v partnerskem odnosu. Je dosadna je. Namesto da bi si zdaj šla malo stisniti, se zdaj tle nekaj izmikaš in me nekaj težiš. In kaj je s tabo? Kaj spet tečna? Kaj bi si mogoče ta partner res želel v tej situaciji? Ko vidim, da si se umaknila, me v bistvu zaskrbi in zaboli. Res mi je pomemben stik s tabo in res mi je pomembna intimnost. Kako ti je to slišati? Pa si dajmo pogledati še eno situacijo iz delovnega okolja v odnosu med nadrejenim in podrejenim. Če samo še enkrat ne oddaš tega poročila, tako kot smo se zmenili, se nimam več kaj pogovarjati. Zdaj smo zaključili. Ko vidim, da poročilo ni bilo dano v dogovorjenem roku, me jezi. Res mi je pomembno spoštovanje naših dogovorov in delovna učinkovitost. A mi lahko prosim poveš, kaj ti preprečuje, da bi to poročilo oddal v danem roku? Rad bi vas povabil, da ko se naslednjič zalotite, da drugo osebo obtožujete, ukrivljate, postavljate neke zahteve ali pa jim mogoče celo grozite, da se za trenutek ustavite in da preverite, kako se počutite. Da preverite, kaj so zares vaše potrebe, kaj si zares želite doseči. Temu primerno potem lahko prilagodite vaš komunikacijski odziv oziroma vašo izjavo.